Šole, vključene v projekt KIPSI, bodo razvijale pedagoško-didaktične rešitve in elektronska gradiva za kombinirano izobraževanje in pa tudi preizkušale njihovo uporabo. Zakaj je kombinirano izobraževanje pomembno za prihodnost mladih, ki vstopajo na trg dela, pa nam bo zdaj pojasnila sekretarka Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gospa Nataša Hafner-Vojčič. Dobrodošli. Se slišimo? Dober dan in hvala za besedo. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega dogodka, spoštovane kolegice in kolegi z CPI, spoštovani predstavniki partnerjev v projektu KIPSI. Na ministrstvu smo z veseljem sprejeli priložnost za sofinanciranje tako pomembnega razvojnega projekta na področju izobraževanja s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Z omenjenim skladom naša država že vrsto let sodeluje. Sama sem predsedovala nacionalni komisiji pred leti, ko smo izvajali med študenti zelo priljubljen projekt študentskih izmenjav. In tako se na ministrstvu tudi tokratnega sodelovanja z državami donatoricami zelo veselimo in se za vso podporo državam donatoricam tudi zahvaljujemo. Med širšim naborom možnih področij sodelovanja smo se na ministrstvu takoj odločili za projekt kombiniranega izobraževanja na področju poklicnega izobraževanja, ki ga je pripravil CPI. Zakaj? Predvsem zato, ker več raziskav različnih mednarodnih organizacij ugotavlja nizek nivo digitalne pismenosti slovenskih državljanov, tako mladih kot odraslih. Med drugim je do podobne ugotovitve prišla tudi Evropska komisija, ki v vsakoletnih priporočilih državam članicam med drugim za Slovenijo izpostavila potrebo po naložbah v dvig digitalnih kompetenc prebivalstva. Kot je omenil že gospod Damjan pred menoj, je seveda pomembno vlogo odigrala tudi epidemija in posledično zaprtje šol. V času priprave tega projekta, predvsem lani in letos, je večina izobraževanja potekala na daljavo in kot vsi veste, se je v takratnih pogojih razkrila ranljivost poklicnega izobraževanja, predvsem na področju pridobivanja praktičnih veščin, tako v šolskih učilnicah kot v MIC-ih, kot tudi pri delodajalcih na praktičnem usposabljanju z delom v podjetjih. Se pravi, priložnost, da se nekako bolj v umirjenih okvirih projekta preučijo različne možnosti pridobivanja praktičnih veščin tudi na daljavo in ne samo na daljavo, kot je bilo tudi že povedano, smo na ministrstvu zagrabili takoj in zato, kot še enkrat pravim, odločitev za ta projekt ni bila težka. Nenehne družbene spremembe in hiter tehnološki razvoj zahtevajo visok nivo digitalnih veščin državljanov, čedalje več časa preživimo na spletu, ki odpira seveda tudi velike možnosti za izobraževanje in usposobljenosti. Tudi poklici prihodnosti, o katerih se zadnje čase tako veliko govori, pomembno temeljijo na digitalnih veščinah, zato je potrebno tudi učitelje opolnomočiti za uporabo digitalnih orodij pri poučevanju. Projekt KIPSI, o katerem bo danes tekla beseda, je odlična priložnost za to. Vsem sodelujočim v projektu, tako domačim kot tudi tujim partnerskim organizacijam, želim, da čim bolj izkoristijo moč in prednosti partnerstva v projektu KIPSI. Srečno v projektu in verjamem, da se bomo v nadaljevanju v času izvajanja še kdaj srečali. Hvala za pozornost.